Se zahvaljujem prvemu referentu. Sedaj pa drugi referent, profesor Prunk, se je opravičil, je odsoten. Govoril naj bi o Krekovem sodelovanju s Hrvati in dovolite, da njegov povzetek preberem kar sama. Janko Prunk je doktor zgodovinskih znanosti, profesor Fakultete za družbene vede, piše o analitični politologiji, novejši zgodovini, nastanku modernih političnih formacij in o zgodovini socialne in politične filozofije v Sloveniji in o idejni in politični zgodovini Evrope od konca 18. stoletja do danes. Leta 2015 je šla njegova zadnja knjiga Zgodovina Evrope v dobi racionalistične civilizacije 1775-2015, trenutno pa profesor piše zgodovinski roman. Torej, referat je poimenoval Krekovo sodelovanje s Hrvati od leta 1898 do smrti. Janez Evangelist Krek je bil človek mnogih talentov in dejavnosti, z dvema pa je posebno izstopal. Svojim idejnim zavzemanjem za krščansko socialno gibanje in za njegovo organiziranje na številnih segmentih, socialnem, političnem in kulturnem, in za politično povezovanje in sodelovanje s Hrvati, s katerim je poskušal reševati slovensko narodno emancipacijo. Njegov prispevek, ki bo izšel tudi v zborniku Simpozija, se bo posvečal Krekovemu sodelovanju s Hrvati od leta 1898 do njegove smrti. Prvo pomembno dejanje sodelovanja, ki ga je predlagal Krek, je bil odhod visoke delegacije Slovenske katoliške narodne stranke, dr. Janka Brejca, Andreja Kalana in dr. Janeza Evangelista Kreka na strankin shod Združene hrvaške stranke prava na Trsat. Tam je prišlo do zgodovinske izjave slovenske delegacije, da Slovenci sprejemajo politični program stranke prava za svojega in se čutijo kot del bodoče hrvaške države. To je bil začetek trialistične politike pri najmočnejši slovenski politični stranki, s katero je stranka poskušala rešiti slovensko narodno vprašanje. Ta politični program je potem postal stalnica slovenskih katoliških narodnjakov in je dobil svoj izraz v politični deklaraciji Kranjskega deželnega zbora 1909, pa v skupnih sestankih in resolucijah Slovenske ljudske stranke in Hrvaške pravaške stranke v letih 1912 in 1913, ko je prišlo celo do neke formalne strankarsko-politične združitve obeh strank, kar pa ni imelo konkretnega političnega učinka. Novo pomembno poglavje Krekovega sodelovanja s pravaško stranko, točneje Staričevićevo stranko prava, pa se poživi v letih 1915 in 16, v času eksistenčne stiske Slovencev zaradi londonskega pakta Antante z Italijo 1915 in tako imenovanih nemških zahtev, to je zahtev nemško-avstrijskih strank, da se z ustavnim oktrojem zahodna avstrijska polovica monarhije spremeni v nemško nacionalno državo z enim samim uradnim jezikom. To je bila eksistenčna grožnja slovenskemu narodu. Kreku je uspelo januarja 1917 pridobiti Starčevićevo stranko prava, da je v svojo saborsko adreso na novega kralja in cesarja Karla, s katero je zahtevala vzpostavitev hrvaške države, vključila tudi Slovence kot sestavni del te države. Ta adresa je bila že direktna anticipacija poznejše Majniške deklaracije. Krek je bil tudi eden glavnih avtorjev Majniške deklaracije, ki je postavila zahtevo Slovencev po narodni emancipaciji na temelju narodnega prava. Hrvati pa so insistirali še na poudarku svojega državnega prava in Krek je moral to hrvaško zahtevo upoštevati, čeprav pravijo nekateri indici, da se je demokrat in zagovornik narodne suverenosti posmehoval zgodovinskemu pravu. Majniška deklaracija je bila velik politični uspeh in težko je reči, ali zaradi omembe prirodnega narodnega načela ali zaradi zgodovinskega prava. Posledično je v poldrugem letu 29. oktobra 18 pripeljala do nastanka samostojne države Slovencev, Hrvatov in Srbov s središčem v Zagrebu. Tako je uresničila Krekovo vizijo, ki je pa on ni dočakal, ker je umrl že 8. oktobra 1917. Zdaj bi pa jaz povabila